Prejšnjič smo imeli zapis, kako reinovirati svoje podjetje, svoj biznis. Naj vam na hitro povem par namigov za komunikacijo, kjer lahko nekaj naredite, če mogoče v tisti provokaciji niste našli koraka, ki bi ga mogli storiti, da bi lahko uspeli. Prvo vprašanje je vedno v komunikaciji. Vi, če ste zelo dobri v prodaji, direktni prodaji, 1 na 1 z ljudmi v tem, imate zdaj recimo kar malo problem. Ker pač jih ni, morate biti zaprti, kakorkoli odvisno od branže, v kateri ste. Ampak recimo, da je treba zdaj komunicirati. Zdaj pa komunikacija je zelo zanimiva. Recimo v komunikaciji, kadar prodajamo rešitve, zelo pogosto postavljamo vprašanja, kopljemo ta problem in stranka razmišlja o svojem problemu, mi razmišljamo o njegovem problemu in potem poiščemo rešitev. Ampak za prvi vtis to ni najboljše. Ne? To je tako, če pa si predstavljate, kot bi pristopil neki osebi v restauraciji, v gostilni in bi rekel, kdo ste vi, kako vam ime, kaj delate, s čim se ukvarjate, bi rekel, ja, dio. Je tako. Se pravi, da je prva stvar komunikacije, glede na to, da v komunikaciji vemo, da besede so samo 7%, marsikaj drugega je še drugo, ne, se pravi, izgled in pa barva glasu, bi vam rekel tako, ogledalo, ljudje imamo radi ljudi, ki so ali nam podobni, ali pa so takšni, kot bi mi radi bili. Se pravi, za prvi vtis, ali gremo zdaj na social media, ali gremo na spletno stran, ali gremo na karkoli, razmišljajte o tem, kakšne kupce vi hočete imeti, oziroma zakaj bi ti kupci vas poslušali. Mene blazno razjezi, ko me nekdo pokliče pa reče, dober dan, Robert, jaz bi imela pa 5 vprašanj za vas, vi ste koristili naše usluge. Niti z enim stavkom mi na začetku ni povedal, zakaj ne jo poslušam, zakaj ne odgovarjam na ta vprašanja. Sej, jaz vem, zakaj jih ona rabi zato, da bi se izboljšala, bla, 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 ampak niti ene zgodbe, niti ene komunikacijske veščine ni bilo v tem, da bi jaz prisluhnil. In kaj zdaj? Nič, če imam čas, z veseljem odgovarjam, če nimam čas, sem mogoče pa malo objesten, ali pa bi rekel skoraj nedostopen, ne vem kaj že vse, a nočem to biti. Ampak ona mi ni dala enega povoda, zakaj ne poslušam, ker če ne bi poklical, zdaj to, če nimam časa. Je tako. Se pravi, razmišljajte o tem. Razmišljajte, kako komunicirate. In vas biznis se začne pri vas, vaši osebni odločitvi. Če se vi odločite, da boste zadovoljen, srečen, je to špila. Če se vi odločite, da boste tečen in nesrečen, tudi špila, ampak v drugo smer. Se pravi, vse veste, kadar ste vi slabe volje, pa nekdo pride, ti rečete, propadel bom, sploh mi ne gre. No pride, ne stari, ti moraš to narediti, stari, ne se zajebavati. Rečeš, le, še en bedak, pizda, teh imam poln klinec, vsi sem nabijajo. Če bi pa prišel tako, ne vem, ne gre mi, propadel bom. In če drug začne z istim tonom, reče, pa si že probal vse, si že probal to, si že probal tisto, se še nisi sprobal vse, mogoče ti pa še kakšna šansa obstaja. In reče, končno je en, ki zna komunicirati, ki me zna poslušati. Tako močna je ta naša podzavest. Ok, da ne bom predolg, probajte to narediti, komunicirajte drugače.